Ja, leto, ki je skoraj že za nami, je, kar se naše občine tiče, eno povprečno leto, tako po dosežkih, kot pa tudi po težavah, s katerimi smo se soočali. Zdaj, vsekakor nam ni bilo prihranjeno veliko, kar se tiče naravnih nesreč, smo kar imeli in poplave in požare, tako da smo v tem delu k sreči z dobro organizacijo naših gasilnih društev ljudem lahko pomagali, ampak je pa kar bilo leto, ki je bilo slabše, recimo, kot pa so bila leta pred tem. Zdaj, kar se tiče investicijskega dela občine, smo sigurno lahko ponosni na nekaj novo zgrajenih cest, asfaltov. Uspelo nam je zaključiti projekt širitve v osnovni šoli v Vojniku, nove 3 učilnice, ki smo jih rabili zaradi povečanega števila otrok, kar je seveda pozitivno v naši občini, da imamo vsako leto praktično več otrok, s tem pa povezano tudi potrebe povečane na področju vrtcev in šol. Uspelo nam je narediti tudi sanacijo Mrliške Vežice in pa nadstreška pred Mrliško Vežico v Vojniku, ki smo jo že kar nekaj let tako ali drugače prestavljali zaradi pomanjkanja sredstev, pa je to prišlo letos na vrsto. Drugače pa še nekaj drugih projektov, ki so povezani z vodovodi, z kanalizacijami, čeprav nažalost še vedno nimamo niti enega evra sredstev iz naslova evropskih sredstev za razvoj regij, ker je šele po 3 letih končno objavljen poziv za regijske projekte, tako da če bo vse steklo normalno, bomo verjetno lahko v naslednjem letu mogoče tudi začeli fizično kak projekt. Večina tega se bo pa šele potem v letu 2019 odvijalo v obliki fizične izgradnje. Tisto, kar lahko tudi pohvalim, je, da je država pa kljub temu sodelovala z občino na 2 segmentih, in sicer sanacijo enega plazu, ki je tudi že kar nekaj časa bil v Trnovljah. Tu smo sodelovali z Ministrstvom za okolje in prostor in pa sodelovali smo tudi z Ministrstvom za infrastrukturo pri obnovi državnih cest, tako da imamo obnovljeno cesto Arclin-Ljubečna in pa tudi je začetek sanacije se začel na cesti Socka Razdel. Oba 2 segmenta sta pa 2 kilometra dolga, tako da je to kar pomemben prispevek za prometno varnost. Na samem državnem nivoju bi rekel, da je na nek način mogoče res ta arbitraža pomenila eno tako politično zgodbo, ampak nas na lokalnem nivoju se mogoče bolj dotaknejo dogajanja, ki gredo v smeri centralizacije v naši državi. In sicer žal se odločanje vse bolj centralizira v Ljubljani, vse manj se nekako k temu dialogu povabi tudi lokalno skupnost. Da se pa to podkrepi, je pa seveda tudi financiranje občin tisto, ki nekako ni urejeno tako, kot bi moralo biti, niti ni urejeno tako, kot zakon predvideva, in se nekako država jemlje pravico, da pač po svoje presoja, odnosno vlada presoja, kaj bo občinam nekako blagohotno dala ali pa ne dala. In to jaz mislim, da ni prav in tudi vnaša v našo skupnost razdor. Hkrati pa tudi pomeni to, da se že razviti centri seveda razvijajo še naprej, hitreje, območja, ki so pa izven tega, pa zopet zaostajajo in celo sredstva, ki so namenjena za regijski razvoj, ne pridejo potem do nas, kot do, bi rekel, tistih končnih uporabnikov, ki bi morali potem na lokalnem nivoju seveda ustrezne stvari tudi izvedeti. Svet je pa mogoče najbolj pomembna zgodba vezana za Evropsko unijo in pa izstop Velike Britanije iz EU-ja. Jaz mislim, da je to kar dolgoročno zelo pomembna zgodba, ki bo spremenila Evropsko unijo in pa seveda tudi način dela in odnose znotraj tega.
Slovenija pa je sestavni del Evropske unije, mora biti in seveda se nas bo to tudi potem dotaknilo v tem delu sprememb, ki so tu nastale. Tudi vse volitve, ki so se izvedle v zadnjem obdobju, kažejo na določene spremembe in jaz seveda vidim, da bo to posledično tudi vplivalo na samo Slovenijo, pa tudi na Vojnik kot na lokalno skupnost znotraj tega območja. Seveda si želim, da bi v tem delu imeli čim bolj srečno roko in da bi seveda ta povezava vzdržala in da bi te spremembe, ki bojo morale biti, bile takšne, da bi seveda skupno sobivanje bilo potem čim boljše. V novem letu 2018 si seveda želim, da bi nas nekako naši načrti, ki smo si jih zastavili, spremljali in da bi jih realizirali v čim večji možni meri. Imamo kar nekaj projektov, ki si jih nekako postavimo za to obdobje, smo si jih postavili tudi v proračunu. Želel bi seveda, da še naprej delamo na področju infrastrukture. To so naloge, ki nikakor ne bojo verjetno nikoli dokončane. Mi imamo kar pomembno željo še na področju širitve pločnikov in pa kolesarskih stez, mreže kolesarskih stez. Nekako začrtali smo si na tem področju kar pomembne premike. Potem seveda kanalizacija, ker tudi nekako sodelujemo na tem pozivu za evropska sredstva. To je še v občini Vojnik, kar bi rekel, pereč problem, čeprav nažalost trenutno lahko sodelujemo samo z eno aglomeracijo, ker je meja 2000 populacijskih enot za nas pravzaprav kar en izključujoč faktor in si želimo, da bi bili v naslednjem letu tudi razpisi, odnosno možnosti za sofinanciranje tudi izven tega področja. Čaka nas tudi ena večjih investicij, to je vrtec na Frankolovem, kjer smo se odločili, da gremo v letošnjem letu v dokončanje projektov do točke gradbenega dovoljenja in s tem seveda tudi zagotovimo potem mlademu bodočemu rodu, da bo imel primerne pogoje tudi za to predšolsko vzgojo. Kar se tiče Slovenije, bi si želel, da bi te volitve, ki so pred nami, kar dvojne, tako na državnem kot lokalnem nivoju, prinesle večjo stabilnost v delu in v tej politiki, da bi ta politika znala nekako razumeti potrebe tudi manjših občin in pa občin iz okolja, mestnih središč, da je potreba po sredstvih in pa seveda po projektih, ki potem nekako to zaostajanje za najbolj razvitimi okolji zmanjšujejo. Seveda pa to mora biti nekako tudi v tem globalnem okolju, tako da si želim seveda eno stabilizacijo politike na nivoju Evropske unije, pa tudi na nivoju svetovne politike, če lahko gledamo, da so podnebne spremembe recimo ena od pomembnih točk, pri katerih v zadnjem času nekako voditelji držav niso našli najbolj skupnega jezika, pa tudi to rožljanje z atomskim orožjem je vse glasnejše in seveda to nikako ni pozitivno, ni dobrodošlo in jaz bi si želel, da bi leto 2018 prineslo umiritev na teh področjih in seveda to ustvarilo potem eno okolje, ki bi se na koncu pokazalo v boljšem in bolj kvalitetnem življenju vsakega posameznika na našem planetu.